Živijo, živijo, dragi moji. Kak ste kaj danes? Napišite mi malo od spodaj v komentar. Evo, jaz sem super. Včeraj sem zbrala barvo naslovnice za knjigo Viktorijine skrivnosti. In to je res eno tako posebno doživetje, ena taka posebna izkušnja, ker se je zgodila prvič. Z mano je bila moja Neža in je v grafiki Gracer dobila celo vrečko daril, tako da res hvala iz srca. Evo, tule na tem listku, veste, kak je že, imam po mojem že 2 meseca napisan, kak video rabim posnetana. In video, zdaj sem tukaj dala gor naslov nad posnetkom Partnerstvo in nad tem posnetkom imate tudi povezave do velikega predavanja v Ljubljani 17. septembra. Se lahko prijavite, not so vse informacije, kakor tudi povezavo za nakup moje knjige Viktorijine skrivnosti. Hvala. Ok, zdaj pa gremo na to čudežno partnerstvo. Sicer vam zdaj to govori ženska, ki je samska, ampak ne zato, Ana. Mogoče sem samska zato, ker prvič v življenju res vem, kaj resonira z menoj, kaj si želim. Ok, ne letam več kot tista čebelca iz cveta na cvet, preizkušam, poskušam in vedno znova doživim, v narekovajih, razočaranje. Zakaj trpimo? Zakaj smo razočarani? Zato, ker vedno pristajamo na nekaj manj, kar bi mi želeli imeti, ker mi točno vemo, kaj resonira z nami. Zdaj, če jaz vas na tem mestu vprašam, katero jed imate najraje? Ali pa bomo rekli, da še majčken večjo jasnost dobimo, katero okus sladoleda, če ga jete, imate najraje? Ali pa recimo, katero sadje imate najrajše? Ok, zdaj to sami sebi odgovorite. Ok, jaz v poletnem času imam najraje lubenico. Okus sladoleda trenutno je pri meni pistacija. Zmaga. Vrsto let je bil vanilja in čokolada. Zakaj vam to govorim, dragi moji? Vi točno veste, ali pa veste, zdaj se veste, koliko sem jaz pri Slovnici, v končni fazi sem pa iz Savinjske, ne? Tako da ne morem nekaj pravilno književno govoriti. Vi točno veste, kaj resonira z vami. Vi točno veste, kaj vam všeč. Vi točno veste, kaj bi vi imeli. Točno veste. Ker če znate odgovoriti na vprašanje, kot je, v čem sem najraje oblečen, katero vrsto sadja imam najraje in katero okus sladoleda mi najbolj paše, pol vse veste. Imate odgovore na čisto vsa vprašanja. Zakaj včasih ne pridemo do tega odgovora? Zaradi tega, ker se nam zdi, ker imamo sodbe do tega, ker se nam zdi pretežko, ker se nam zdi, neko težo damo neki situaciji ali pa nekemu dogodku ali pa nečemu, kar bi radi zboljšalo v življenju. Ali so to finance, ali je to partnerstvo, ali je to zaposlitev, karkoli. In mi damo težo, ne, recimo, ne vem, smeti odnesti dol, to je čisto simpel, imeti partnerja, ki si ga res želimo, ki vemo, da resonira z nami, to je pa težko, to pa jaz ne znam, ne. Ali pa najti svojo pot, se pravi, svojo služenje drugim ljudem, svojo službo, to je pa težko. Ali pa do denarja pridi, to je pa še nekaj najtežjega, ne. In zaradi tega, ker imamo sodbe tu, ker damo neko težo pred to, se nam tudi ne izpolni oziroma je težko izvedljivo. In zdaj, če rečem, če primerjamo s tem sladoled moški ali pa
sladoled ženske. Živijo Nives, živijo Damjan, živijo. Napište kaj, če se vam kaj utrne od spodaj, mi napište, ker pol je ful lažji, se pravi napište. Ok, in sigurno boste dobili odgovor. Gremo dalje. Se pravi, mi vemo, da imamo radi vaniljev sladoled. Ja, zakaj si pol ne napišete, kaj bi radi imeli pri partnerju? Ok, jaz imam cel spisek in ko pride kak moški do mene, se umirim, ne, ko včasih damo tista rožnata očala gor in spregledamo neka dejstva, ki čez leto, dve, niti slučajno ne bojo resonirala z nami. In potem, ko se razmerje konča, s prstom kažemo na tistega partnerja. Ne. V začetku, dragi moji, prvo stotinko sekunde veste, ali je ta partner za vas ali ni za vas. Ali je to vaš vaniljev sladoled, ali je to vaša oblekca, ali je to tisto, kar resonira z vami. Če veste, da imate najraj na celem svetu ljubenico, pol točno veste, kakšen partner je za vas. Se pravi, vi izbirate, ampak izberite to, kar resonira z vami, kar je zapisano na vaši poti, kar ste vi, ker drugače boste ves čas nesrečni, ves čas boste za žalost, za obup, za ne vem kaj, varanje, krivil drugega človeka. Ne, zakaj se vam zgodi varanje v zvezi? Zato, ker varate samega sebe, zato, ker lažete sami sebi. Dragi moji, vedno dobite samo cel sebe, vedno, samo v špegu se gledate. Pri partnerju še pa najbolj. In ni to, kdo je odgovoren, jaz sem odgovorna, pa ne toliko odgovorna, ampak jaz sem edina moja naloga, tukaj in zdaj je, da ugotovim, kdo sem, da se spomnim, kdo sem v resnici, da se prebudim. To bomo zelo veliko delali 17. septembra na predavanju v Ljubljani. Link za prijavo imate nad videom. Se pravi, kdo sem jaz v resnici, kaj meni paše, ali meni paše moški, ko dela cele dneve, ali meni paše moški, ali moja vrednota, ne vem, družina, čas z družino in bo resoniral z mano moški, ko bo imel čas za družino, ko bomo hodili skupaj na izlete, ko bomo preživljali dopust skupaj, ali meni paše človek, ki je visok, ali mi paše človek, ki je nizek, ali mi paše človek celo v tako jasnost lahko greste, ki ima modre oči, ali ki ima rjave oči, ali mi paše človek brez denarja, ali mi paše človek, ko ima denar, ali mi paše človek, ko je terapevt, recimo, da bi razumel mene lažje, ali mi paše človek, ko, ne vem, dela tam v tovarni za trakom. Zakaj vas je to sram, pa vam nerodno si na en listek napisati, kaj resonira z vami? Dragi moji, to ste vi. To ste vi, če vam pomeni, da je moški urejen, da hodi recimo na pedikure, da hodi k frizerju, pa se za Boga, ja veste, kaj vas moti. In ravno v to, kaj vas moti, kar ni vaše, vi greste noter, v tisto osje gnezdo. In zato ste znova in znova in znova razočarani in ko pridete meni na terapije, ko pridete k meni na coachinge, kažete s prstom na partnerja. Ampak takrat vi meni povete vse o vas. Ne o tistem partnerju, ok, ampak o vas samih. Kaj rabite še vi rešiti, da se bo vaš odsev izven vas spremenil. Vse, kar se dogaja izven nas, je posledica tega, kar nosimo v svoji notranjosti. Danes sem dala na Facebook objavo: verjemi svojemu miru. Ok. Tu na majčki mi piše: always trust your peace. In to je to. Ne iz euforije, ne iz navdušanja, ta je pa tako fajn, ta pa se ukvarja z mojim otrokom, ta pa ima denar, ta pa ne vem kva, iti v zvezo. Najte svoj mir, vi ste mir in iz tega miru, kar boste slišali, kar vam bo povedano,
odreagirajte. Ker vaše življenje je posledica vaših odločitev iz določenih čustvenih stanj. In ko boste vi odreagirali, izbrali, se odločili iz miru za neko partnerstvo, potem bo to vse drugače. Okay. Ne takrat, ko ste navdušeni, tako one 15-letnice, ne vse, o sebi govorimo, okay. Ko smo pristale na vse in naučite se imeti, naredite vse, da imate prvo radi sami sebe. Ker če imam jaz rada sama sebe, potem bom pritegnila v svoje življenje človeka, ko ima rad sam sebe. Če jaz spoštujem sama sebe, potem bom pritegnila v svoje življenje človeka, ki spoštuje samega sebe. Če sem jaz srečna, če jaz uživam sama seboj, če z veseljem grem sama v hribe, če grem z veseljem sama na morje, potem bom jaz pritegnila v svoje življenje človeka, ko je rad sam seboj. In a si lahko zamislite to ekspanzijo, da prideta skupaj dva človeka, ko sta srečna, ko sta radostna, ko sta izpolnjena, ko je vsak na svoji poti, ko sta svobodna, ko sta mirna, ko sta ljubezen in to skupaj pride. To je pa res ekspanzija, to je samo še več sreče, še več užitka, še več miru, še več ljubezni. Ne iti v zveze iz pomanjkanja, zato ko vam nekaj manjka in zdaj me bo ta partner osrečil in zdaj me bo ta partner pomagal, da bom jaz, ne vem, lahko plačala položnice. Ne hoditi iz pomanjkanja iz partnerstva, pejte iz obilja. In prvo se naučite biti srečni sami seboj, uživati sami seboj, razvajati sami sebe, biti romantični do sami sebe. Pa boste pa lahko svoje življenje pritegnali točno takega človeka. In to ne bo zveza, partnerska zveza iz pomanjkanja, ampak iz obilja. In to pomeni samo še več obilja, še več lepega. Ok. In če imate vi, ne vem, otroke, in če vam pomeni, da bi ta človek razumel, kako je to imeti otroke, pa rabite partnerja, ko ima otroke. Ker res, ne vem, na tem mestu poznam določene pare, ko recimo moški nima otroka in vse en razume in se zelo prepusti. Jaz, niti po točko razno, zato ko to sem jaz, zato ko poznam sebe. Ne bi mogla imeti vse partnerja, ki z vsega srca ne ljubi moje hčerke pa sina. Pa niti slučajno, ampak kaj je pogoj, da on ljubi sebe, da ima lepe odnose s svojimi otroci. Ne, da jih sploh nima, ker če ima on svoje otroke in če sploh nima nekih odnosov s svojimi otroci, če ne deva, ne vem, ne pele svojih otrok na dopust, če ne preživlja časa z njimi, dragi moji, pa kaj mislite, da ga bo z mojimi otroci preživljal? Niti slučajno. Dober poglejte, ko se odločate, ko izbirate. Mir, najprej mir. Euforija, navdušenje je enako depresiji. Ok, mir in odločitev iz miru. Živijo oreola, se mi je jezik zapletel. A ima kdo kaj za vprašati? Ker vprašite. Napišite kaj, iz kod ste, iz katerega kraja, Damjan, iz kod si. Ni ves, nekaj mi piše počasna povezava, ampak upam, da bo šlo. Se pravi, upam, da povzamem vse skupaj. Točno veste, kaj resonira z vami. Če veste, ok, računalnik je crkno lučka, če veste, da imate radi jagoden sladoled, pol veste tudi, kakšen partner resonira z vami. Ampak kaj naredite, ali pa kaj sem jaz v preteklosti delala? Vzela sem limonin sladoled, ko ga niti pod točko razno ne maram. In sem iz njega hotela narediti pistacijev sladoled. Ne gre. Lahko se še ne vem, kako trudite, ampak osnova, limonin sladoled je limonin sladoled in nikoli ne bom iz njega dobila pistacijevega sladoleda. Nikoli. Pa lahko dodajam pistacije, pa lahko dodajam barvo, pa lahko dodajam okuse.
ampak še vedno bo limonin sladoled. Če veste, da imate radi lubenico, če veste, da je to vaše najljubše sadje, če veste, da so vaše najljubša oblačila oblekce, če veste, da je vaš najljubši sladoled pistacijev sladoled, pol veste vse. Imate odgovore na vse. Ampak ker se vam zdi nekaj pretežko, ker sodite, ker devate predznake pred neke situacije, pol ostane težko. Pazite na svoje besede. Čim rečete, to je težko, razmišljate o tem, da je težko, izven vas se bo pokazalo kot težko. Začne se pri misli, pri izgovorjeni besedi, rodi se iz tega občutek, ki ustvarja vse, kar vi živite. Vse. In lahko si uredite življenje, ali pa ne uredite, ni prava beseda. Izven vas se bo začelo pojavljati točno to, kar si vi želite, kar vi ste, česa ste vredni, pa česa ste vredni, to ne resonira z mano. Jaz vam dam en nasvet, evo, za $1 milijon. Vadite ga, čisto simpel je, pa boste prišli do vsega v življenju, kar si želite. Ok, dobro poslušajte, zaprite očke. V vsem in vsakomur vidim samo dobro. V vsem in vsakomur vidim samo dobro. To je to. Samo to rabite. V vsem dogajanju in vsakomur vidi dobro. Zakaj rabite to, vam zdaj ne bom govorila. O tem bom več govorila 17. septembra o 5. popoldne v Ljubljani v hotelu Urban Ring na predavanju. Ostalo je še samo par prostih mest, link za prijavo in informacije imate gor. Zdaj informacije, jaz ne morem napisati, kaj se bo tam dogajalo, v redu, jaz bom oči zaprla, pa vam bom povedala točno to, kar vi rabite. Točno to, kar vsak posameznik, ko bo 17. septembra tam rabi. Ne bom govorila jaz, Nataša Zgine, govori resnica, ljubezen in popoln globok notranji mir. Takega predavanja še ni bilo v Evropi, da bi jaz vedela za njega. Vsi predavajo to, kar so se naučili iz knjig, od drugih predavateljev, od drugih coachov, od drugih tako zvanih mojstrov in tak naprej in tak naprej. Dragi moji, to je naučeno znanje. Ne jaz bom sam prevodnik. Vam bom pa povedala to, kar vam ni povedal še nihče. In res se vam splača priti na to predavanje. Tokrat ekskluzivno, namesto 145 €, samo 45 € je vstopnica. Link za prijavo za nakup vstopnice je gor nad videom. To je to. Upam, da sem vam služila, ali pa verjamem, vem, da vam služim. Nič več ne bomo upali, namesto upanja stopi gotovost, vem, da vam služim. Vem. Ker, evo, zdaj mi pa že Neža zvoni, nekaj sem še hotela vam prebrati. Ok, bom napisala objavo mnenja udeležencev iz našega zadnjega zdaj Vikend oddiha na Molički planini. Bilo je super, hvala vam iz srca, res hvala. Naslednji Vikend oddih je oktobra v Bohinju, pa novembra, pa decembra v Bohinju, pa začnemo s celodnevnimi delavnicami. Vmes pa po celi Sloveniji predstavitev moje knjige Viktorijine skrivnosti. Rada vas imam. Čau, čau. Dio, dio.